največji del, ko govorimo o investicijah, moramo po mojem gledati na to reinvestiranje dobička. V bistvu je podpisal ravno letošnje poletje triletno pogodbo za dobrih $160 milijonov. Je pa res, da se je pa preselil v Kalifornijo, pa so pa davki višji. Zakonca južna finančnika, zanimivo potem bo vprašati, kam pa v bistvu vidi, da je tako danes, vajne presežke. 10% ima ta Petrola, skratka na slovensko borzo sta zelo izpostavljena. Je pa zanimivo videti, da v njeni skupini Perspektiva oziroma družbi, da 40 milijonov je bilo investiranega v zakladne menice evropskih držav. Vesna Južna je intervju rekla, v Metliki ni letališča, ne rabiva zasebnega letala. In če bi takrat res začel vsako leto tiste presežke malo premeniti na delniških trgih, to bi take zneske obrnilo. Lahko sicer rečemo, bogatejši so spet bogatejši, mogoče če kdo takole malo učita, češ samo v zgornjih 0,005% dobivajo na vrednosti, ampak sej smo verjetno vsi po malem bogatejši, razen če seveda puščamo denar na bančnem računu, kar pa in ti Marja in tudi mi močno odsvetujemo. NGM. To podjetje je pa v bistvu eno največjih skokov v letošnjem lestvici, oziroma je največji skok. Vrednost podjetja smo letos povečali za kar 150%. Razlog je pa v tem, da so, če so recimo že lani imeli zelo v redu rezultate, cirka 10 milijonov čistega dobička, pa letos napovedujejo čez 30 milijonov evrov čistega dobička. Če hočete obogatiti, naredite eno podjetje, to je tudi svetoval Diamond Merlak, da je to najhitrejša in najbolj zanesljiva pot, ker če boš gradil skozi investiranje, mogoče ne boš tako hitro prišel do tega premoženja. Se hecam.